Dobro jutro, draga družba. Danes sem pa v okolici Žalca, v bližini narave, takšen je tudi tale vrt. Zdaj je še jutro, tako da imamo še malo miru in bomo pogledali tole krasno kubi hišico. Pojdite za mano. Tale hiška je zelo velika, kljub temu, da je namenjena za shranjevanje, ne toliko za prosti čas. Tako kot vidite, je v bližini terase, zato da so vse stvari za domači piknik, za vsa domača opravila pri roki, pa da je dosti prostora tudi za naše hobije, ker je pomembno, da imamo hobije, da se sprosimo, pa da imamo stvari tudi kam zadati, a ne. Nadstrešek pred hiško je namenjen skladovnici drv, pa če moramo na hitro kakšno stvar tudi odložiti. In tako kot večkrat poudaram, je vsaka kubi hiška unikatna. Vsaka je po meri, vsaka je narejena z mislijo, da rešujemo vaš izziv, da nekako se približamo vašim željam. In posebnost tele so tale velika vrata. Velika vrata rabimo včasih, če imamo naprimer, ne vem, kakšno kosilnico večjo, tako, ki ne gre čez klasična vrata, ali samokolnico, ali imamo mogoče kakšnega štirikolesnika. Za take stvari, zato da se ne rabimo toliko matrati. In če je velika hiška, mora biti tudi velika vrata. Evo, ta vrt zapuščam, zdaj gremo pa naprej v Velenje. Evo, naslednja lokacija, kubi hiška, tukaj nas pa čaka eno ful lepo presenečenje. Ko mi čakam, da grem dol do hiške, pa da vam ga pokažem. Danes sem pa v tako dobri družbi. Glejte te kuške. Ja, živ. Tole bo pa posebna situacija. Ja, pej. Se sam božal. Vse imam tako lepo družbo, da vam sploh nimam vole hiške predstaviti. Kar pa bi rad povedal, je, da tale hiška ima pa res srce in tukaj je ta najmočnejša točka. V stiku z naravo, majčkeno še manjka travce, ampak to so detajli. Tukaj pa verjamem, da ljudje preživljajo res lepe trenutke, pa svoj prosti čas izkoristijo maksimalno. V zelo dobri družbi. No, pogled iz te terasice pa zgleda takole. Tukaj imamo vrt, obdani smo z vrtičkom z visokimi gredami. Naprej pa gledamo soseda v Griček. Vmes je pa glavna cesta, ki se v resnici čist nič ne vidi. In imamo tukaj ljubi mir, kljub temu, da smo v naselju. In tale senčka tudi prav paše. Zdajle je dopoldan, ker še ni toliko vroče. In tole je idealna lokacija, da spijemo jutranjo kavico. Živjo, evo, nadaljujem svojo pot, majčkam ven iz Velenja, tokrat sem v Dobrni in za mano je ena ful lepa kubi hiška in ta je namenjena prostemu času. Ta ima pa noter eno tako krasno letno kuhinjo, zato da lahko res kvalitetno preživimo svoj prosti čas na vrtu
In če se še spomnite, kaj je naše ta pravo poslanstvo, mi si želimo dvigovati kvaliteto naših in vaših življenj v sožitju z naravo. In jaz mislim, da ta vrt odraža točno to. Gremo pogledat. Evo, takole izgleda tale letna kuhinja, ki jo ne rabite se zapre, ki je pa lep, sončen, poleten dan, ki želite narediti piknik ali pa preživeti svoj prosti čas. Evo, se pa takole odpre in ste v bistvu čisto v stiku z naravo. Tale se še majčkeno dodeluje, ampak že nekako dobiva tisto svojo ta pravo obliko, ta pravi smisel, tako da vabljeni, da si jo gledate. In z mano je zdaj gospod, ki živi tukaj na tem naslovu. Kako vam je ime? Franc. Franc, koliko ste star? 93. Dajte mi lepo prosim povedati, ker se mi zdi prav, da ljudje to slišijo. Ja. Kako lahko človek živi zdravo, v sožitju z naravo, toliko dolg časa? Da iz prve roke slišimo. Mogamo se pripraviti. Ste prav tako lepo povedali. Živeti je treba z naravo, veliko se gibati, preprosto se prehranjevati, tisto, kar daje narava v zdravem okolju, pa veliko hoditi. Ne vem, veš, kak je, jaz mislim, Prav ste povedali. In to, dragi ljudje, vsi tisti, ki še prihajamo na to pot, ki še prihajamo v ta leta, to je pot do zdravega življenja. Verjamem, da se vsi želimo zdravo in srečno življenje. Ja. Globoko na Koroškem, skoraj že ob avstrijski meji, sem pa obiskal še tole hišico, Kubi, ki ima pa eno zelo zanimivo posebnost. In sicer, takole smo smetarnik ugradili kar v hiško, zato da se kant navidi, da ne rabimo smetarnika posebej, ker je hiška čist primerna za tako zadevo. No in s to hiško se tudi moje popotovanje danes zaključuje na ta vroč poleten dan in smo že majčkeno zmatrani. Skratka, ostanite srečni, ostanite zdravi, dajte veliko časa preživeti na svojih vrtovih, ker to vas krepi, veliko časa dajte preživeti v dobri družbi, predvsem v naravi in se vidimo naslednjič. Do takrat pa uživajte. Čau, čau.